Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. En lep dober dan vsem skupaj, spoštovani visoki gostje, spoštovani komisar, kolega Janez, spoštovane gospe in gospodje. Otvoritev prvega slovenskega humanitarnega foruma je zame velika čast, čeprav bi si želela, da takih forumov sploh ne bi potrebovali. Naj vendarle spregovorim o 5 tematikah, za katere menim, da so danes, ko obravnavamo problematiko humanitarnih kriz in dejanj, osrednjega pomena. Začela bi s čustvi. Večkrat sem že povedala, da nisem samo nosilka politične funkcije, sem tudi Nataša, ki ne skriva svojih čustev. Kako denimo skrivati žalost, ko moram z vami deliti naslednje? Številne humanitarne krize, o katerih poročajo mediji ali pa tudi ne, terjajo rekordno visoke humanitarne potrebe. Ta hip po svetu poteka 55 spopadov različnih vrst in ta hip je potrebnih vsaj 55 milijard dolarjev za 363 milijonov ljudi, ki nujno potrebujejo pomoč. Mednarodna skupnost donatorskih držav, mednarodnih organizacij, zasebnih fundacij in nevladnih organizacij še nikoli ni bila pod takšnim pritiskom pomagati toliko ljudem s tako omejenimi sredstvi. Na letni ravni zagotavljamo namreč zgolj polovico potrebnih sredstev. Brez nujno potrebne pomoči ostaja prek 180 milijonov ljudi, za 90 Slovenij ljudi. Krizno dogajanje po svetu, grobe kršitve mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic, zmanjšane preskrbe s pitno vodo in hrano ter migracije. Teptanje soljudi, živeti tam, kjer življenje ni vredno nič, ni dostojanstveno, za katerega se zavzemam sama in za katerega bi se moral zavzemati vsak v tem, vsaj upam, da civiliziranem svetu. V tem kontekstu bi rada par besed povedala o našem dojemanju kriz. Svet se spreminja in tega se je treba zavedati. V preteklosti so bile humanitarne krize geografsko oddaljene, zato nanje morda nismo bili toliko pozorni. Že z vojnami na tleh nekdanje Jugoslavije v 90. letih smo neposredno začutili trpljenje ljudi, ki bežijo pred nasiljem vseh vrst. Ta spomin je še vedno živ, zelo živ, mi pa smo se že soočili z rusko agresijo na Ukrajino. Slovenija na Ukrajino seveda ni pozabila. Tej državi smo poleg izdatne vojaške nudili materialno in humanitarno pomoč skupno do sedaj več kot 10 milijonov evrov. Samo humanitarne pomoči. Ob tem nismo pozabili niti na druge države. Pomoč državam, ki jih je prehranska kriza še zaostrena zaradi vojne v Ukrajini, dodatno prizadela, smo povečali kar 6-krat z 260 tisoč evrov v letu 2021 na prek 1,5 milijona evrov v lanskem letu. A kot rečeno, Ukrajina je le ena izmed številnih žalostnih zgodb trpljenja ljudi po celem svetu. Kako naprej? Kaj naj nas motivira, kaj nas mora motivirati, da pomagamo ljudem v stiski? Odgovor je kratek in jasen. Čut za solidarnost. To je 3. tema, ki jo želim izpostaviti. Avgustovska ujma v Sloveniji je prinesla opustošenje, ki ga naša država ne pomni. A zbudila je solidarnost med prebivalkami in prebivalci Slovenije, tudi med sosedi na smrt skreganimi. Zgodbe o solidarnosti namenjeni Sloveniji se širijo prek meja. Na pomoč so nam priskočili tudi tisti, ki so solidarnosti sami potrebni doma. Ukrajina je kljub vojni v Slovenijo poslala mehanizacijo, ki jo potrebuje sama. Več kot 15 držav in mednarodnih organizacij je ponudilo zelo cenjeno in dobrodošlo pomoč. Iz trpke avgustovske preizkušnje pa smo se naučili še nekaj.
Med prebivalkami in prebivalci Slovenije je zavladala solidarnost, toda naša država posledic ujme ne more sanirati sama. Za pomoč je morala zaprositi Evropsko unijo, katere osrednja vrednota je prav solidarnost. Zato bi želela par besed spregovoriti tudi o mednarodni solidarnosti. Mednarodna solidarnost je ključnega pomena pri reševanju globalnih humanitarnih izzivov. Z mednarodno solidarnostjo države in mednarodne organizacije delijo breme humanitarnih nalog ter zagotavljajo pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo, ne glede na njihovo nacionalnost. Kako pomembna je delitev bremen, je razvidno tudi ob nedavnih katastrofalnih poplavah v Libiji in potresu v Maroku, kjer se je Slovenija prav tako odzvala z nujno humanitarno pomočjo v skupni višini 1 milijon evrov. Skozi mednarodno solidarnost lahko države združimo moči tudi pri reševanju globalnih izzivov, ki niso izključno humanitarne narave, zato pa vodijo v svet, ko bo potrebne manj humanitarne pomoči, vsaj upam. Solidarnost je potrebna za obravnavo podnebne krize, revščine, lakote in migracij. Zato je solidarnost temeljna vrednota doma in v mednarodni skupnosti. Je pot k miru, stabilnosti in nenazadnje tudi k pravičnosti. Zato si želim, da bi prvi humanitarni forum v Sloveniji prinesel sporočilo. Pomena krepitve zaveze solidarnosti in pomoči z žrtvami humanitarnih tragedij po vsem svetu. Prizadevanj za še učinkovitejše delovanje in še hitrejšo dostavo pomoči potrebnim. Pomena oblikovanja novih partnerstev, s pomočjo katerih bomo lahko trend naraščanja potreb končno obrnili v nasprotno smer. Pomena udejanjanja sprejetih zavez o solidarnosti. Resnično upam, da te besede ne bodo samo puhlica iz mojih ali vaših ust. Večkrat sem že rekla in bom ponovila tudi danes. Solidarni smo zato, ker je med nami večina še vedno dobrih ljudi. In ta večina, velika večina, je tisto gonilo razvoja, napredka, ne samo vsake države, ne glede na to, kako velika je, ampak celotnega našega planeta. Podnebne spremembe so tiste, ki terjajo od nas, da delamo in delujemo skupaj. Sama se bom vedno trudila, da bomo glasni in jasni v mednarodni skupnosti. In če sem čisto iskrena, na koncu mora pa vsak najprej pomesti pred svojim pragom. Tudi Slovenija mora tu narediti še veliko in moja zaveza je, da kdaj spodbudim kakšen prepočasen tek ali tok, ampak te naloge ne jemljem z lahkoto, z rezervo, ampak jo jemljem izjemno resno in odgovorno. Ampak sama gora premikati ne morem, lahko jih premikamo le skupaj. Hvala vam za vašo pozornost.